Pripravlja se novi zakon o zunanjih zadevah. Najbolj vidna sprememba je, da ne bi prišlo do spremembe pri karierni oziroma politični diplomaciji. Mi smo eno leto nazaj spremenili zakon, dopolnili zakon, popravili zakon, tako da je možno napredovanje na veleposlaniška mesta samo kariernim diplomatom. Skratka, presodili smo, da je 17 let dovolj, da se v Sloveniji formirala karierna diplomacija. No, zdaj ne bi ta trend vrnili nazaj oziroma ga zaobrnili. Tukaj je nekaj imen. Jaz sem naredil lestvico top 10, torej vrh deseterica nagrajenih in deseterica kaznovanih v zvezi, torej na področju zunanjega ministrstva. No, zdaj, ena od glavnih tem, o kateri smo največ govorili tudi v našem odboru, je Hrvaška. In tu bom zelo kratek, ker je bilo že veliko povedanega in sploh mislim, da ne manjka informacij. Malce je treba osvežiti spomin. Janševa vlada je začela politiko do Hrvaške v znamenju nekih pozitivnih potez in odpiranja. Spomnite se brionske izjave o izogibanju incidentom. Sedanji predsednik vlade se hvali s tem, da je v pismu Kosovjeve omenjen datum 25.6.91. Ta datum smo seveda mi dosegli v pogajanjih s Hrvaško leta 2005 na Brioni. Rešili smo med drugim tudi tisto neprijetno stvar v zvezi z zaščitno ekološko ribolovno cono. Spomnite se, da je Hrvaška nekako iz neke hudobije, kako ne rečem, uvedla, takrat, ko je Slovenija nastopila predsedovanje Evropski uniji. Slovenija se je do Hrvaške vedla izjemno konstruktivno. Jaz tako naštejem najmanj 5 primerov hrvaškega zavračanja naših konstruktivnih predlogov. Spomnite se, sporazum Drnovšek-Račan, številka 1, iz leta 2001. Drugo, leta 2006 smo se s hrvaško strani dogovorili za paketno reševanje problemov med Slovenijo in Hrvaško. Tretji predlog, arbitraža OVSE, mi smo predlagali, da bi o meji razsojala arbitraža, ki bi jo vodil Badinter. Spomnite se, da je Robert Badinter tista oseba, ki je bil prav boter obeh novih držav, tako Slovenije kot Hrvaške, leta 1992, in bi mu morali oboji zaupati, to je tudi Hrvaška zavrnila. Potem gre za četrti predlog iz Bleda. Ta predlog na noben način še ni bil premagan, oziroma presežen. Spomnite se, da je takrat Slovenija, gre za pogovor oziroma za pogajanja med Janšo in Sanaderjem. Takrat je Slovenija rekla, lahko gremo celo na Haško sodišče, da ugodimo tudi v tem primeru, če seveda je mogoče spoštovati 3 pogoje. Da je začetna postavka 25. junij, da upoštevamo, kakšno ostane 25. junija, da gre za razsojanje o celotni meji, kopenski in morski, in da upoštevamo pravičnost. To je pa zelo pomembno povedati, ker s pravičnostjo se zadnje čase precej opleta. Mi smo natančno rekli, pravičnost, kot je zapisana v statutu Haška sodišča ex eco et bono. To pomeni, da je mogoče pri razsojanju upoštevati tudi zgodovinske in druge osebne okoličine, ki gotovo opredeljujejo položaj v Sloveniji. No in peti primer, da tako rečem, nekaj konstruktivnega predloga Hrvaški, je bil predlog Olja Rehna, to je prvi predlog, ki je predlagal, da bi posredoval Slovenijo Marti Ahtisaari. Skratka, petkrat je Hrvaška konstruktivne predloge zavrnila. To je sjajen argument za diplomacijo. Vsak diplomat bi moral prijeti svojemu kolegu, kjerkoli že je na svetu, in rekel, od leta 2001 kar naprej dajemo konstruktivne predloge in na nobenega od teh konstruktivnih predlogov se Hrvaška noče odzvati na ustrezni način.
mislim, da je Pahorjeva koalicija naredila nekaj napad pri besednjaku. Spomnite se, da smo v našem času zelo dobro, zelo natančno pazili, da nismo uporabljali besede blokada. Ampak smo govorili, da mora seveda Hrvaška pri svojih pogajanjih za vstop v Evropsko unijo spoštovati evropska pravila. In smo rekli, da ta pravila niso bila spoštovana in zaradi tega so potrebni, ali pa so nujni, ali pa na žalost nujni zadržki. No, še s Pahorjevo koalicijo se pojavi beseda blokada. Ta beseda in ravnanje okrog nje in vsa ta blokada, če zdaj jaz to besedo porabim, je precej škodovala našem izgledu, našem mednarodnem položaju. In seveda, to je pa zelo težko prodajati oziroma promovirati v mednarodni skupnosti. Govor o tem, da neka država kot je Slovenija blokira neko drugo državo, ki si želi postati tej prvi državi enaka, to je zelo težko. In še nekaj, da ne pozabimo, to pa nekateri radi pozabljajo. Spomnite se predvolilne štimunge v Sloveniji in dialogov pred volitvami. Takrat je SDS rekla, mejno vprašanje je potrebno rešiti pred vstopom Hrvaške v Evropsko unijo, medtem ko je Borut Pahor na televiziji v dialogu z Janšo rekel, ne, to ni potrebno, Hrvaška lahko vstopi v Evropsko unijo, tudi bez tega, da reši mejno vprašanje. Govorili smo v našem odboru tudi o naših odnosih z Italijo. Torej, tisto, kar je tu problem, je, da se je presekala oziroma da se je prenekala komunikacija med državama na ravni zunanjih ministrov oziroma na najvišji ravni. In sicer zato, ker je po mojem prepričanju prišlo do nepotrebnih grožnj in trdega jezika v zvezi s temile terminali. Potem se treba seveda najprej pogajati in najprej dogovoriti, potem se pa šele grozi s tožbami. In to seveda je v luči naših problemov z manjšino v Italiji tudi zelo resen problem. Finančne težave slovenske manjšine se stopnjuje in se bodo stopnjevale. Ne vas pozorim predvsem na težave tržaškega gledališča. Nazadnje ne rečem nekaj o Avstriji oziroma slovensko-avstrijskih odnosih. Analizirali smo vprašanje nasledstva avstrijske državne pogodbe. V naši stranki mislimo, da je Slovenija brez tega, da formalno notificira to pogodbo, tudi sama zaščitnica slovenske manjšine in varuh interesov slovenske manjšine v Avstriji, na Koroškem, da je seveda bolje v primeru dvoma ravnati kot da je to nekaj samoumevnega, ker v resnici tudi mora biti, ker kdo pa je podpisal, kdo pa je pristopil k tej pogodbi leta 1955, če ne Jugoslavija zaradi Slovenije, Slovenija je to edina, ki ima to mejo z Avstrijo, ki je v resnici najbolj prizadeta zaradi tega, ker v Avstriji živi slovenska manjšina. No, mi mislimo, da seveda ni nobenega jamstva, da bo slovenska notifikacija imela primerne učinke, torej ne verjamemo, da bo uspela. Želimo si, da bi uspela seveda. In mi tudi mislimo, da naj ali predsednik ali kdorkoli že poskusi to storiti. Mi smo v preteklosti prvič nekaj podobnega že nameravali, vendar smo se po tehtnih premislekih, po strokovnih posvetih in tudi po anketi pri vseh originalnih podpisnicah pripričali, da bi lahko storili več škode kot koristi. Če me vprašate, kakšen bi bil ukrep za izboljšanje stanja, predvsem mislim, da se je potrebno vprašati, zakaj ni opozicija pritegnjena k odločanju o zunanjih zadevah na način, kot je bila pritegnjena v prejšnjem mandatu. Spomnite se, da je, ko je šlo za strateške odločitve, za strateška vprašanja, naša vlada vedno
kontaktirala tudi opozicijo. Jaz sam osebno sem s Pahorjem večkrat govoril celo o tako mehkih, pa manj pomembnih rečeh, kot so kadrovske rešitve na ravni ambasadorja. Skratka, smatramo, da zunanja politika ne more biti last ene stranke ali pa ene opcije, ampak da je to nacionalna zadeva in morda zaradi tega tudi ni slučajno, da je v dokumentih ta nacionalni interes tako zanemarjen. Hvala lepa.